Ne more biti to en komercialist, ki bo mal še prestran delo ali pa tajnica, ker nima kaj za delo, pa je boste dali mal B2B-a za šarafat zraven. Pravi, to je prva stvar, da je na strani naročila nekdo dejansko odgovoren za to. Kakšna znanja ta oseba potrebuje? Ali pa kakšen profil je to? No? To me tudi doskrat sprašujem, dobro si vprašal. Se pravi, prva stvar, ki je zelo dobra, je, da pozna podjetje. Se pravi, da pozna produkte, zato ker to je del, ki ga mi v sami začetni fazi najmanj poznamo. In rabimo na drugi strani sogovornika, ki saj malo ve o tem. Izkazalo se je, da so mladi tukaj mogoče malo boljši, zaradi tega, ker imajo ta digital first že malo ucepljen. Za razliko od starejših, ki jim je to še malo, tako da bi se raje stran držalo tega. Od znanj pa v bistvu ni nič hujšega. Se pravi, B2B e-commerce ne potrebuje neko sodobno znanje marketinga, ti rabiš oglaševati na platformah, ampak bolj kot ne razumevanje interneta. Tako da zelo osnovna znanja, jaz vedno rečem, da glavno, kar mi je, da pozna podjetje v produkte, druga stvar, ki mi ful pomeni, je pa strast. Se pravi, da mu to nekaj pomeni, da je to njegov baby in da ga razvija in da razmišlja o tem v bistvu ne samo od 8 do 4 pa pol izključno, ampak da ves čas v bistvu razmišljam, najlepše, ko mi kdo pošlje kakšen mail, pa SMS, ti videl sem to, ali pa kaj praviš o tem, ker vidim, da se nekaj dogaja. Jaz vedno rečem, da strast pa vsakmu, kaj delam, je number one zadeva. In to je to od znanja. Se pravi, mora biti en interni heroj, ki je res zagrabil in... Moraš biti v bistvu pripravljen na veliko stvari, glavno pa je, da imaš podporo vodstva, zaradi tega, ker tudi če si heroj, pa če te vodstvo ne podpirali, boš v bistvu ob zidu razlagal, kako si ti